si s fantom pred 15 letom? Si kdaj na skrivaj odšla od doma? Imaš umetne dojke? Ko nekaj spiješ, si še bolj zabavna in nora kot drugače. Želiš si fanta? Hello folk, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Čak, da pride malo bližji. A tole boš, a? V glavnem, še enkrat pozdravljeni na mojem kanalu. Moje ime je Lucija in sem vesela, da ste klikali na tale video. Danes delam drugi del assumptions oziroma predvidevanj o meni, ker ste mi zadnjič na Instagramu postavili tok predvidevanj, da nisem se spravila v en video. Tako da, če si še niste pogledali tistega videa, what are you doing? Pejte hitro si pogledati, tukaj le bom dala link. Jaz sem drugač lih iz potuša, še lase imam mečkan mokre, ampak sem se spravila snemati zato, ker sem se ji rekla, da bom danes posnela in iskreno se mi cel dan ni dal, tako da zdaj je ura 20:10 in sem si rekla, da moram to posneti, ker sem si rekla, da bom in bom. Ok, dosti govorjenja, dajmo kar začeti s temle videom. Da se predstavljam mečkam bolj tja, zato da boste videli tukaj vaše vprašanje oziroma assumptions oziroma predvidevanje. Dajmo začeti kar od začetka. Mene zanima, ali imaš kakšen tatu in če ne, a bi ga imela. Nimam nobenega tatuja, tudi moja služba mi ne dopušča nobenega tatuja na vidnih mestih. Nikoli si ga nisem predvsem želela, čeprav zdaj vem, da si ga bom v prihodnosti sigurno dala delati. Po mojem tukaj v zadnji za ušesem, zato da ga lih ne gledam vsak dan, da se ga ne bi naveličala. Hočem pa, da ni kar nekaj, hočem, da je nekaj pomembenega, nekaj, kar meni veliko pomeni in pa ki mi je v življenju prinesla veliko lepih stvari oziroma trenutkov, nekaj takega, ne vem še. Gremo dalje. Se zavedaš, da si zabavna? Zdaj, jaz bi rekla, da sem zabavna, ampak marsikdaj se je zgodilo, da sem šla malo predaleč z mojim hecanjem oziroma z mojim humorjem, tako da, ne vem, jaz mislim, da sem, ker pa drugi mislijo, pa v bistvu ne moram za njih govoriti. Tale je taka mečka bolj sočna. Želiš si fanta? Ne pomislim. Nekaj takega smo že imeli v mojem prejšnjem videu, ampak je bilo nekaj, da imam skrivnega ljubimca. What the fuck? In ne, moj odgovor je ne, ne želim si fanta, čisto iskreno. Bila sem v zvezi 4 leta, skoraj 4 leta. In čisto iskreno je bilo ful lušten, ful fajn do neke meje in preprosto zdajle se posvečam sama sebi. Res uživam moje življenje, to, kar se le da, ker vem, da nikoli več ne bom sama, vedno bom za nekoga odgovorna, to pomeni, ko bom imela svoje otroke oziroma družino. In ja, zdajle preprosto uživam moje življenje in si ne želim fanta. Ni zdaj to, da bi se res prav odrekala, pa pač vsakega poril na stran, ampak če pride, če ne, tudi ne, lih iščem ga ne. Tako bom rekla. Vrtemle sem crkala od smeha, ker tole, ne maraš pospravljati oblačil že od malega ne. To je napisala moja mami. Mami, hvala, ka me spremljaš na Instagramu, na YouTubeu, ka me skozi podpiraš. In ja, res je. Ne pospravljam oblačil, ne vem, še toliko obešalnikov, ko kupam, pa vsega vedno imam kopalnico polno cunj na tleh ali pa mojo sobo. Čeprav zdaj ne. Ne bom vam pokazala, ampak vzemite me za besedo. Ko si šla na audicijo za Emirate, si nekaj dni predtem shujšala, ker si vedela, da te bojo tam stehtali. V bistvu na audiciji oziroma na intervjuju te ne stehtajo, stehtajo te prvi mesec, ko prideš tja. In moram reči, da nisem hujšala, preden sem šla, sem pa hotela ostati na tisti teži, ki sem bila, ko sem šla na intervju. Ker preden te zaposlijo, jim moraš poslati še vse svoje zdravstvene podatke itd., torej vključno s tvojo težo in celo tvojo kartoteko do otroštva. In v bistvu tam sem mogla napisati, koliko sem težka, tako da od mojega intervjuja, oziroma ko sem jim poslala te podatke, do takrat, ko sem šla, je preteklo 4 mesece in v bistvu med tem časom sem res probala biti, ne bi zdaj rekla hujšati, ampak iste teže, kakor sem tam napisala. Tako bom rekla, vzdrževati mojo telesno težo. Next assumption oziroma predvidevanje o meni. Ne gledaš veliko serij in filmov, ampak jih obožuješ. Rada imaš naravo in svež zrak. Jaz ne bi mogla boljše opisati sebe. Res, vsaka čas, kdo je tole napisal, nimam imena napisanega, sorry. Ampak, ja, gledam dost filmov, ampak še vseeno se mi zdi, da veliko manj kakor
ostali ljudje, vsaj to, kar se pogovarjam. In kar se tiče serij, nisem imela Netflixa do lanskega leta, tako da v bistvu, kar sem gledala serije, so bili na HBO-ju oziroma tisto, kar je bilo po televiziji. Ok, naslednja je o mojem oprsju, wow, noro, imaš umetne dojke, ni hejt, ni panike, tudi če bi imela, ne bi sprejela kot hejt. Ne, nimam. Bi človek lahko rekel, da sem bila blagoslovljena. In ja, sploh ne vem več, kaj o tem povem. Jaz mislim, da je najbolj, da gremo kar naprej. Ko si bila majhna, te ljudje ful niso marali. Sorry, če sem te malo užalila. Love you too. Ne vem. Zdaj, jaz lahko povem zame iz osnovne šole ali pa iz srednje šole. Lahko, da sem bila majčken annoying, pa majčken tako preveč glasna, mogoče kdaj, tako da me mogoče kdo ni maral, zdaj ne vem, če kdo to gleda. Če gledate, jaz vam nič ne zameram, jaz čisto verjamem, da je možno. Ko sem bila pa majhna, sem bila pa ful cute. Vsak lahko zase reče, ampak jaz res mislim, da sem bila cute. Lej ta face, no? Mislim. Skoraj isto. To govorim, da se mi bojo lase že skoraj posušilo vmes. Spicy. Spala si s fantom pred 15 letom. Jaz mislim, da se v Sloveniji o takih temah čisto premalo pogovarjamo, tako da mi o tem res ni težko govoriti, torej da sem izgubila mojo nedolžnost. In ne, ta assumption oziroma predvidevanje o meni ni res. Po mojem mnenju sem bila jaz kar pozna, ker vse moje kolegice oziroma, no ne vse pač, par mojih kolegic je to naredil že prej. Jaz sem v bistvu to naredila z fantom, ker sem vedela, da mi ne bo žal, tako da sem izgubila mojo nedolžnost pri 19, torej spala s fantom prvič pri 19 letih. Jaz mislim, da je to solidna starost, je pa res, da moraš poslušati samo sebe, to pomeni vsak zase ve. In če te kdo v to vsil, prosim, ne tega naredi samo takrat, ko boš ti pripravljena, ko se boš ti v bistvu počutila zadovoljno v svojem telesu in pa seveda pripravljeno. Gremo hitro naprej. Imaš prijatelje, katere starši ne vedo, da jih imaš oziroma jih ne poznajo? Ja. Glede na to, da živim zdaj v drugi državi, imam sploh prijatelje, ki jih starši ne poznajo, sicer vejo za njih, ne poznajo jih pa osebno, če mogoče to misliš. Drugače pa, ko sem 2 leti nazaj potovala v Ameriko, sem tam spoznala res v redu ljudi, tako da sem tudi z njimi kolegica, ker starši ne vejo za njih oziroma vejo, sam ne poznajo spet. Naslednja je zelo, zelo optimistična. Ne ješ sladkarij. Kdo ne je sladkarij? Jaz mislim, da vsi človeki, o moj bog, stari Lucija, slovenščina. Jaz mislim, da vsi ljudje na tem svetu jemo sladkarije, tako da wrong. Najrajši imam sošolke s faksa. Ne. Hec. Tole napisala moja prijateljica Neja, Nejči. Pozdravčke. Res je. Te punce so mi res pri srcu. Skupaj smo preživeli čudovita 3 leta, z nekaterimi celo več kot 3 leta, ker sem bila sošolka z njimi že v srednji šoli. Tako da bi lahko rekla, da vas imam najrajši. Tale me je toliko nasmejal, čisto iskreno, zato tako se jaz samo sebe opišem. Kmečka deklina, I don't know, lol. Ja. Ful folka mi pravi, da prvič, ko me vidi, da zgledam kaj ena ampak polka me spoznajo, vidi, da sem največji kmet na svetu. V bistvu to mi je povedala naprej v obraz moja najboljša prijateljica Ana, ker sva skupaj hodile v srednjo šolo in je rekla, da ta prvič, ko me je videla na avtobusni postaji, da sem se zdela res, ne bom rekla kaj, še enkrat. Tako da, jaz mislim, da sem kar fajn kmečka deklina, a ne? Če smo li že pri kmečkih deklinah, veselice so live. Ja in ja. Iskreno moram povedati, da sem zelo vesela, da je COVID bil lih to leto, ko sem šla, ker to pomeni, da nisem zamudila tudi ene veselice še, ker so itak vse odpadle, tako da. Yes. Naslednja. Všeč so ti arabski moški. Če ne veste, kako arabski moški izgledajo, tukaj je par primerov. Čisto iskreno nisem neki ful navdušena, jaz sem mislila, da bo veliko več izbire, ampak nažalost moram reči, da ne, ker načeloma pri meni je veliko bolj pomemben karakter in pa smisel humorja, kakor pa sam videz, tako da pri
pri njih, še nisem odkrila enega, ki bi mi bil res noro všeč. Si kdaj na skrivaj odšla od doma? Mami poči, ne tega poslušati. Hecam se. Ja, da vam povem to zgodbo čist na hitro, ker če ne bo tole čist preveč dolgo. Spomnim se, da sem enkrat šla moja dva starša nekam, mislim, da v trgovino ali pa obiskat mojega dedija, da sem šla jaz od doma z mojimi kolegicami in kolegi ven žurata, ne. In jaz sem mislila, da bomo mi doma tako ob ene, ne vem, ob ene polnoči, ob ene enih najkasnej, da bojo že vsi spali, da se bom jaz sam lepo splazila nazaj v sobo, spala in to je to. Pozabila sem povedati, da naslednji dan so šli moji starši smučat, torej na dopust, tako da bi bila pol jaz sama doma, ne, in da se sploh ne bi videli ta zadnji dan. Ne me vprašati, kaj sem mislila. V glavnem. Ampak naše žuriranje se je majčkeno zavleklo in sem prišla domov 5 zjutraj. V bistvu nisem sploh prišla še domov, ko sem srečala moje starše. Moji prijatelji so me tako pripeljali na moje dvorišče in moja mami pa oči sta lih nosila smuče noter, veš, itak v 5 zjutraj, ne. Tako da smo se dobesedno spogledali na dvorišču, ker sploh nisem vedela, da sem šla ven. In ja, potem sem samo hitro pojasnila, kje smo bili, kaj smo delali in jim je voščila lep dopust in čau Miki. Gremo hitro naprej. Vsi pri Foxy na SVŠGL-ju, oziroma zdaj se je preimenoval v SVŠ Google, so te oboževali. Ne, moj najljubši profesor, ne vem, če je še tam, to ziher ne bo gledal, mislim, profesor, če gledate to, vse ta najbolj. Je bil profesor Radoman, Drago Radoman, ja, za geografijo, moj BFF v srednji šoli. Presedel me je, mislim, da je dvakrat, enkrat, ker sem sedela v sredini in sem klepetala, me je presedel naprej, sem spet klepetala, me je presedel v zadnjo klop, sem spet klepetala in pol me že ni mogel več ti kamor presedeti, tako da me je v bistvu skoraj vprašal, me je skoraj sprašal vsako uro, torej sem bila pred tablo vsako uro. Nisem bila pa edina na njegovem seznamu, tudi moja sošolka Melisa, če to gledaš. Midva sva bile BFF z njemu, res, tako da ne vem, če je še, če kdo iz SVŠ Google tole gleda, prosim komentirajte spodaj, če je še. V redu. Sem imela pa geografijo zaključeno 5. Lepo prosim. V srednji šoli in nasploh si imela veliko fantov. To je tudi eno predvidevanje o meni, ki veliko ljudi misle, da je resnično, ampak iskreno resnega fanta, oziroma, ja, moja prva zveza je bila dolga 4 mesece in moja druga zveza je bila edina zveza, ki je bila bolj resna, ki je v bistvu trajala malo manj kot 4 leta. In to je to. Torej, na eno roko lahko preštejem število mojih resnih fantov. In jaz mislim, da to ni veliko. Stara sem 23, sicer sem še mlada. In ja, ne vem. Raje imaš mrzlo ledeno kavo. Spet pa pri kavi odala. V bistvu jaz zjutraj pijem turško, čist navadno bar kafe kavo, torej toplo, vročo. Potem popoldne pa si privoščim eno mrzlo ledeno kavico. Kako sem to rekla, zdaj mrzlo. In kar najbrž vsi veste, če me spremljate na mojem Instagramu, ker tam pa res delim stari čist preveč. Gremo hitro naprej, ker res hočem čim več telih spraviti v en video. Ko nekaj zbiješ, si še bolj zabavna in nora kot drugače. Ljudje ponovadi, tudi če ne pijem, mislijo, da sem pijana. Zdaj ne vem, ali tole se sliša kakor pohvala ali kakor kaj drugega. Ampak ni važen, jaz se ne sekiram s tem. Tako da ja. Imaš big dreams and big goals. Res je, sicer dolg časa nisem vedela, kaj hočem od svojega življenja, ampak zdaj pa počasi dojemam in se razvijam, tako da, yes. To je pa zadnji. Damn, danes sem pa hitra. Če bi še enkrat izbirala srednjo šolo oziroma poklic, bi se odločila drugače. What the fuck is with my Sloven? Ni res. Čisto iskreno, že od nekdaj sem vedela, da bom jaz delala z otroki, ker so mi otroci res najboljši, najbolj iskreni, najbolj pristni, najbolj ljubeznivi in res vem, da se bom nekoč vrnila k poklicu vzgojiteljice.
In ja, ne bi zamenjala šole. Tudi srednja šola je bila super, faks tudi ni bil toliko težek, zdaj da bi rekla, oh my god, noro. Tako da ja, ne bi zamenjala mojega poklica. Se mi zdi, da sem res hitro govorila v temle videu. 43, začeli smo 20:10, ura je pa 15 do 11, tako da bravo, jaz tale video sem posnela v 20 minutah. Ponovadi traja 1 uro, da posnamem video, tako da jej! Kaj ne rečem, to je to. Jaz res upam, da ste uživali v tem videu. Ne pozabite se naročiti na moj kanal, tako kot vedno, in pa me followati na mojem Instagram accountu ter na mojem TikToku, ker tukaj se vedno dogaja kaj zanimivega. Res iskrena hvala vsem, ki ste gledali, pa se vidimo v mojem naslednjem videu. Čau!